Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. V seriji mini epizod bomo objavili nekaj izsekov iz dogodka MoneyHow Live, ki se je zgodil konec oktobra letošnjega leta. Ob tej priložnosti bi seveda vas povabila tudi na nov dogodek MoneyHow Live, ki se bo zgodil naslednje leto in sicer 20. aprila, spet v Kristalni palači. Število mest, kot je bilo tudi zdaj, bo tudi ponovno omejeno. Mislim, da sprejme največ 200 obiskovalcev, tako da vabljeni, da se nam pridružite. Na Discordu sem pa tudi že odprla debato ravno o tem dogodku, ker vas sprašujem, katere goste bi si želeli ponovno slišati, videti, spoznati, tako da vabljeni v to diskusijo. Tudi sicer vas vabim, da se nam pridružite v debatah v številnih kanalih na Discordu. Discord povezavo bomo objavili tudi v opisu epizode, prav tako tudi vabilo na dogodek MoneyHow Live. Tako da spremljajte nas budno in seveda se v priložnosti tudi vidimo. Epizodo lahko poslušate na vseh večjih podcast platformah, prav tako pa si jo lahko pogledate na YouTube kanalu in pa krajše izseke na TikToku. Torej prijetno poslušanje in gledanje. Na oder vabim Damjan Mrlak, izvoli, kar usedite se zraven mene, ja seveda. Potem Blaž Hribar, član uprave pokojninske družbe A. Blaža ste tudi že imeli večkrat priložnost slišati na podcastu. Andraž Brili, z njega ste že spoznali. Evo in Andraž Grahek. Tako da najlepša hvala vsem, da ste prišli na dogodek. Zelo sem vesela, da bomo danes lahko klepetali. V glavnem, ja, to je pa ta zadnja sekcija 2042, kje bomo čez 20 let. Pa mogoče ne bi sam glede demografije, ker nam ne kaže prav dobro, ne? Ampak me zanima, kje bomo čez 20 let, kje bojo borze, a se splača danes investirati in bomo čez 20 let milijonari, milijarderji, ne vem. Kdo bo na to težko vprašanje odgovoril? Ti, Blaž, se tako ukvarjaš z dolgoročnim planiranjem, tako da povej, ja, čez 20 let bomo kje? Boste predvsej premožni, če boste vsak mesec neki dejali na stran. Delnice zgodovinsko prinesejo 6-7% realno, zdaj pa zračunite, koliko boste dali, pa koliko bo to čez 20 let. Ne. Pa ignorirajte padce pa vzpone. Torej, lani je bilo plus 30, letos je minus 20, ali glih je ne 5-6-7% v 2 letih, zanimivo. Skratka, tle nekje so te številke skozi zgodovino bile in ne vem, zakaj se ne bi zgodovina v tem delu tudi nadaljevala oziroma ponavljala. Ne. Dejansko uničenje popolno vašega razpršenega delniškega portfelja se je zgodilo samo, če ste imeli med drugo svetovno vojno v Nemčijo naloženo premoženje, ker so dobesedno vse pobili pa vse uničili, ali pa na Japonsko, kjer je bilo podobno. Tako da, če ne pride do 3. svetovne vojne ali pa če nas ne napadejo Marsovci, če se malo pohecam, pa lahko na osnovi zgodovine sklepamo, da bo tam nekje 5-6-7% ta prava številka za razpršen delniški portfelj. Bi pa predlagal, da greste postopoma, to ste danes že od večjih slišali, da ste vztrajni pri tem, da ne reagirate na naslovnice. Če imate kakšno nepremičnino, ni je treba kaj prodati. Nepremičnino pa res imamo hitro prodano, to se pa res drži, dokler res ni musne. Ne gre, ja. Pa se pa proda, pa začne rast, ponovati tako. Ja. Tako da to bi bilo v osnovi to, kar se tiče kemo čez 20 let. Tisti, ki bojo finančno odgovorni do sebe, bojo premožni čez 20 let. Tisti, ki bojo finančno neodgovorni do sebe, bojo na takem, ki so danes ali pa še na slabšem. Odločitev je pa čisto vaša. Kaj pa penzije čez 20 let ne bomo videli, ne? 67 je maja, se pravi, se bo podaljšal do koliko? Jaz jo bom videl, ker vrčujem v pokojninskem skladu. Za tebe pa ne vem. Zdaj povej, Andraž. Zdaj pa imaš. Jaz, ko sem po moje najbolj sivkle med vsemi gosti, po moje bom čez 25 let po moje že spolno pogoje za penzijo. Ne, če gledamo v bistvu dolgoročno nepremičnine, kaj se je pravzaprav z njimi dogajalo, one zelo lepo korelirajo z rastjo bruto domačega proizvoda, tako da nepremičnine praktično na dolgi rok skozi pridobivajo, tako ko se naša kupna moč, bruto domači proizvod povečuje, se pač nepremičnine tudi pridobivajo na ceni. Probleme predvsem nastane takrat pri nepremičninah, tudi niso tako volatilne in tudi v povprečju so recimo rasle v bistvu
skoraj tako kakšen ameriški indeks, tudi na dolgi rok, pač vedno je bila rast. Problem nastane takrat, če moramo mi kakšno to našo naložbo likvidirati oziroma rabimo likvidnost in moramo pač prodati v nekem ciklu, ki ni ugoden, kjer je pomanjkanje likvidnosti, kjer so kupci zadržani ali jih pa ni, in v tistem primeru moraš na silo prodati in dati nek diskont. To jih ni najboljše obdobje. Če pa ti imaš nepremičnine, ki jih imamo za bivanje, pa to ne kot naložbe ne bojo pa v bistvu pridobivali na vrednosti in se nam nikamor ne mudi. Tudi zdaj verjetno, če bi danes prodal neko nepremičnino, ki si jo kupil na vzvod, na kredite, pa si imel zelo dobre pogoje, po fiksni obrestni meri, ki so bile 1,5, boš danes, če boš hotel kupiti novo nepremičnino, se bo zelo težko zadolžil po takih ugodnih pogojih, kot se jih imel takrat. In to je tudi en od razlogov, zakaj se tudi zdaj mogoče marsikdo ne odloča za prodajo take nepremičnine, ki ima zelo dobre kreditne pogoje v zadnje. Mogoče pa lahko vprašamo kakšno nepremičninsko posrednico, ki sedi v prvi vrsti in se imenuje Monika Brili. No, daj povej, Monika, kaj dogaja na trgu? Kakšne so stranke, so zahtevne stranke, kupujejo res z gotovino, res dajo $500,000 gotovine? Mi dva včasih imamo drugačna razmišljanja, ker pač jaz sem odvisna od svojega dela, od prodaje nepremičnine, in rečem, da pač se na trgu ne bo nič kaj drastičnega zgodilo. Mogoče, ko gledam svoje stranke, ker pač vedno bojo ljudje, ki bojo pač kupovali nepremičnine, ali pa pač prodajali, bo tu, ne vem, smrt, ločitev, dedovanje, karkoli. Danes sem imela zanimivo eno stranko, ki bi pač prodajala stanovanje, zamislila si je ceno zeleni gaj €400,000, pa je rekla, meni se zdi ta cena čisto ok, Pa je v redu, gospa, kaj pa če vam jaz v bistvu pripeljem kupca za višjo ceno, Pa je rekla, ne, meni je to čisto v redu. Pa je pravim, se pravi, če bi vam jaz pripeljala kupca za 410, ker ona že ima nekega navideznega kupca, pa je rekla, ne, jaz sem ravno kar podpisala pogodbo, da bo pač kupila neko nepremičnino izven Ljubljane, se pravi, kredita ne rabi, ker je pač podpisala pogodbo za nakup. Pri tej prodaji se pa v bistvu ne mudi, in bi bila pač zadovoljna €400,000. Tako da včasih sem tudi presenečena nad ljudmi, nad njihovim razmišljanjem o sami prodaji. Tako da zaenkrat gre meni zelo dobro, moram reči. Mogoče se trg v tem smislu umirja, tako kot je Andraž rekel, ampak še vedno se nekaj dogaja. Tako, pač. Mogoče, če še dodam, pri nas je v bistvu glavna tema, so doma nepremičnine, tako da moramo včasih se zavestno ustaviti, pa raje kakšnega Seinfelda pogledati ali pa kaj, da se ne pogovarjamo o nepremičninah. V bistvu je bilo zadnje desetletje te presežne likvidnosti tudi iz Bitcoina, iz delnic in vseh drugih asset classov, je prišlo zelo veliko nekega kapitala na trg in te ljudje. In tudi narava nas je taka, da smo to začeli vlagati v neke opremljive stvari in to so bile tudi nepremičnine. In veliko tudi mladih je vstopalo v bistvu prvič na trg nepremičnin in so začeli kupovati te stanovanja, pač do zmožnosti, ki so jih imeli. Veliko teh, ki so pa obogateli z balkanskimi delnicami ali pa v preteklosti, pa so takrat v bistvu bili dosti pametni, da so dosti malo potegnili ven to naložbo, so pa v bistvu zdaj ugotovili, da so takrat recimo stanovanje kupili za €150,000, danes je bilo to stanovanje vredno €300,000, v vmesnem obdobju 10 let so se razdolžili, prodali so to stanovanje za €300,000, ponovno vzeli kredit za €200,000 in so si lahko privoščili v bistvu nepremičnino že za $500,000, ker pred 10 leti so bile transakcije z $500,000 stanovanji nekaj neobičajnega, redko kdo si je to lahko privoščil, praktično v teh transakcij mogoče, 10-20 na leto, zdaj pač $500,000, mislim, je že čisto nekaj običajnega, zdaj tudi ni nič neobičajnega, stanovanje za 700-800 tisoč tudi v Ljubljani, tako da zdaj ta meja se je prestavila še višje, in jaz dvomim, da bojo te, ki so zdaj kupovali stanovanje po €1,000,000 v Ljubljani, to bili pripravljeni kdajkoli prodati, po €500,000. To sem kaže, da trg zelo težko upade, da bi šel recimo na polovico. Je pa res, da v nekem momentu, če bi bila neka velika recesija, neka velika kriza in bi nekdo od teh resno potreboval denar, da se zgodi, da bo pač to dal na trg in likvidiral, hotel dobiti denar v roku enega dneva in pač bi dal tak diskont. Ok, mislim, da smo obdelali nepremičnine. Ima še kdo kakšno nepremičninsko vprašanje? Kdo jaz? A ti ga imaš? Povej, to sem pa čisto presenečena, ti pa nepremičnine. Mene pa zanima, če imamo kakšen
oprijemljiv podatek ali pa raziskavo ali karkoli, zakaj so nepremičnine v zadnjem 2 letih, v katerem obdobju so zdaj najbolj zrasle? V 2 letih? Ne, v bistvu nepremičnine so rasle zdaj. Surs pravi od 1.1. letos do 30.6., da so najbolj zrasle, odkar oni merijo. Se pravi, letos so najbolj zrasle. Letos prva polovica leta. Gor, špica. Ampak bilo je v bistvu od leta 2014, ker ta prvi padec, ker je bila dejansko 30-40% luknja med 2009 in 2014, ker je v bistvu trg padel postopoma. Je od 2014, ki sledi odboj, v bistvu se je spremenil samo sentiment, se na trgu ni nič spremenila, ampak sentiment ljudi se je spremenil, je trg praktično eksponentno rastel. Sam meni se zdi, da je od začetka COVID-a do danes, da je glavnina te rasti se zgodila. Sledično temu je tudi to, ker je trg je v času COVID-a zastal in takrat je v bistvu ta denar, ki je bil že v eksponentni rasti, se je v bistvu začel nabirati pred nekimi vrati in potem, ko so spustili to in strah pred inflacijo, ugodne financiranje, vsi pogoji so bili nekako izpolnjeni, ležernine, strah pred ležerinami, predvsem te... Sam te ležerine so to tako drobiš, da... Ampak je bil strah ljudi, ne? Psihološko, ja, ampak to je tako, če imaš ti, 100,000 evrov na banki, pa če ti 200 evrov tam vzamajo na let. Vem, ampak bilo je v sentiment ljudi, starejši ljudje so imeli strah. Mislim, če imaš 100,000 evrov na banki... Mislim, to je tako, kot pred inflacijo. Se inflacija v začetni fazi niti ni bila. Da greš zaradi tega neki zdaj kupovati, problem, v čemer nimaš... En koment na ležarine. Dejansko iz podatkov na Banki Slovenije, koliko imajo ljudje denarja na banki. Ne, vem, je ogromno. Se je videl, ga imajo ogromno, 24-25 milijard, ampak takrat v tem obdobju se je dejansko videl vsak mesec, kakšen močen prirast je bil med COVID-om. So uvedli ležarine, se je videlo upadanje tega prirasta. Prirast je bil približno to, kot je bilo turističnih bonov. Potem so pa ležarine uvedli, se je pa dejansko iz teh podatkov iz meseca v mesec videli, kako ljudje umikajo denar rahlo iz bank. In kam je to šlo, takrat je rasla Ljubljanska borza, pa cene nepremičnin so oziroma pospešile. To je bila tudi moja prišla pa še inflacija. Teorija vedno, da je zdaj z COVID-om v bistvu v vsaki gostilni se zdaj za šankom pogovarjajo inflacija, denar ne bo nič vreden. Starejši so se še malo spomnili za nazaj, zdaj nam bojo spet isto naredili in kaj povprečen človek zna, kam denar dati, nepremičnino kupiti. Ja, to je tak naša folklora. In to je bil po moj glaven driver v zadnjih 2 letih za rast nepremičnin. Definitivno, ampak pomoč pa po drugi strani. To je bila tudi reklama za delniške naložbe. Dejte kupiti, in to je bilo pol leta nazaj, ker toliko ljudi, ki se name obračala, ne kupam delnice, da sem zavaroval pred inflacijo in evo, direkt na mino. Težava je po mojem samo, da real estate market se ne obrne čez noč in moraš res sustained bolečino imeti nekaj časa, da se karkoli zgodi, ker je full backward looking in za krivuljo, podoben labor marketu in to traja, tako da ni dosti bolečine. Tudi takrat, ko je bila korona, je bila ta glavna težava pri napovedovanju tega. Real estate investment trust so že likvidnostni squeeze imeli, sam na underlying core real estate marketu se pa ni dogajala neka taka huda likvidacija. Se pa lahko nekoč nekdaj zgodi, kar recimo na nekih zahodnih trgih, zdaj sploh v UK, v Veliki Britaniji, so bile take likvidacije pozicij na nepremičninah, ki so imeli pokojninski skladi probleme, da se je to prodajalo tudi za 50-60% pod nakupnimi vrednostmi v Cityju. Pustimo, da je bil City še bolj napihnen, kot pač bi lahko trdil sploh za Ljubljano, ampak pač sam pravim. Tako da ta korona je izkrivila vse, se tudi delnice poslala na neke nivoje, ki Bog si ga vedi, zakaj že so tam bile. Andraž, City pa pokojninski skladi angleški, to je specifična stvar, to je leverage na leverage. In ko se to obrne, zato se dvigne obrestna mera z 0 na 5, recimo na Giltu, pa imajo problem na problem. Tako da mogoče to ni nek retail trg stanovanja za Bežigradom. Ampak če smo čisto iskreni, zdaj se na pokrovka na 4 ure naredila v Ljubljani, to je moje mnenje na residential marketu, poganjali so ga itak tisti, ki večinoma niso s krediti kupovali, ker ta matematika se sploh ne izide več, zaradi down paymenta, ki ga ti rabaš, ker mogo imeti pri stran 70-80 urjev samega keša za down payment, torej so to kupovali tisti, ki so imeli denar in to je pač točno ta sloj, ki si ti rekel, ki ima teh 20 milijard, ki so pa by the way tudi skoncentrirane na nekaj tisoč oseb v Sloveniji. Torej, zdaj pa sam vprašanje preferenc teh ljudi je, kaj želijo držati v tem trenutku na nepremičninskem trgu, da se bomo pogovarjali, kje bo cena teh nepremičnin. Vsi drugi so itak že pase, sploh pa letos, ko se dogaja ta zgodba, ko imamo in
življenjski stroški, ki naraščajo, kreditni potencial ljudi se zmanjšuje, obrestne mere naraščajo, smo že na efektivno 4% pretty much. Tako da jaz mislim, da ta nepremičninski trg v Ljubljani je že nekaj časa, predvsem pri teh novejših soseskah, bolj v domeni tistih, ki so imeli nek denar na lagerju, in mislim, da 60% nakupov je bilo brez hipotekarnih posojil. Tako da ne pravim, da v trg nujno šel dol, ampak fino je razumeti, kateri kupci diktirajo ta tempo in recimo, kako se določa ta cena. Ne? Tako da v bistvu ker je ta tema tudi, kje smo 20 let naprej, mogoče moj pogled na to, jaz mislim, da Evropa ima izjemen problem. Mislim, da Damjan ti enkrat rekel, da je itak kot muzej neke vrste. Ja, že zdaj, čez 20 let pa ne vem, bo mogoče prazna. Ja, recimo, ne, pač, da ve, pa bo utopičen scenarij, bo, ne vem, močvirje zaradi mene pa vse zaraslo, ne vem, kaj se je zgodilo, pustimo to. Pač to prepuščam, ne vem, Stanleyju Kubricku ali pa komu drugem, ampak dejstvo je pa eno drugo. Na drugi strani pa ogromno likvidnosti, ki se vala ravno po depozitih, in to gre v totalno neproduktivne naložbe tipa nepremičnin, 3., 4., 5., ki folk sploh več ne ve, kva bo z njimi počel. Oddajo pa tudi ne vem, komu jih bo. Ne? In dejansko ta transmisija, kjer bi vzdrževati bo pa treba. Ja, recimo, ne. In govorim 20 let naprej. Ne? Kdo so naslednji kupci? Ne? Ker ta enačba, to zdaj ni srednji sloj, to niso mladi, ta enačba ni kleze in dolgoročno demografska, da bi to podpirala. Ne? On pa še drug problem, še delovna sila ne narašča v evroobmočju. Imamo težavo zaradi efektivnega, ko rekel, pretty much stagnantnega okolja števila, ko rekel, relativno sposobnih delavcev. Ne? In to pomeni, da je treba produktivnost dvigati in bo treba investirati v pač, dajmo reči, tehnologije, podjetja in druge stvari, ki bojo produktivnost na investiran kapital dvigali. In tukaj jaz vidim problem Evrope, ker denarja imamo več kot dovolj, vala se po bančnih bilancah, zdaj še ECB rekla, da bo plačevala 1,5% na ta denar pri bankah, iskreno povedano, jaz bi pustil tisto na nulo, pa ne najprej refinanciranje se podraži, da še banke žulile pozitivne obresti, ki folk ne ve, kaj s tem denarjem, to je spet neko subvencioniranje bančnega sistema, pač ta politika ECB-ja mi spet ni najbolj jasna. Razumem, da morajo vse malo prilagajati, ampak kar naenkrat je benchmark rate, v ECB-ju ni več operacije glavnega refinanciranja, ki je bil v krizi, ker to je, sam da razložim. ECB ima dve ta najbolj pomembne obrestne mere. Mi tle že 2 ure sedimo, 2 ure pa pol nekateri. Čak se malo, ker to je ful pomembno, da ljudje razumejo. Na enem oknu se banke v sili izposojajo denar, to so operacije glavnega refinanciranja. Medtem, ko drugo okno plasirajo denar, ker gospodje bančniki ne vejo, kaj bi z njim. Ne? In dejstvo je, da danes je približno tako. Se sposodijo si ga že za 2, ampak če ne vejo, kam z njim, pa dobijo 1,5. In zdaj sploh ne govorimo več, ker so novice o main refinancing, ker tako je bilo v krizi, ker je bilo premalo likvidnosti in bil krč, ampak sam govorimo, koliko banke dobijo, torej od depozitni obrestni meri. Glej, že vidiš, kakšen shift v bančnem sistemu se je zgodil, in to je zato, ker se denar nabira in Evropa ne ve, kaj bi z njim. In normalno, da se znajde na nepremičninskem trgu in se tam valjajo ghost stanovanja, po domač povedan. Evo, in pač tako je. Zdaj tega v Sloveniji malo, izjemno malo, in naš trg ni okužen, ni taka struktura. Ampak če bomo tako nadaljevali in 20 let naprej to previjemo, potem bomo, ne vem, iz teh 25 milijard ratali 50 milijard in pač, ne vem, tisti, ki bomo imeli ta denar, lahko prostovanja. No, to je zelo, zelo, zelo žalosten svet, v katerem pač bomo živeli. Torej nekaj treba, vsi skupaj imamo neko dolžnost, po mojem mnenju, ki sodelujemo v tej panogi, da nekaj produktivnega najdemo, ali na nepremičninskem področju več dostopnih stanovanj, recimo, ali pri podjetjih več kapitala, bolj ambicije, pač nekaj v tem smislu rabimo, če hočemo rasti. Ker če ne bomo zmer bolj investirali na druge trge, je pa še tam problem, na katere, zdaj zaradi geopolitike. Evo. Enostaven predlog za rešiti tvojo dilemo glede teh praznih stanovanj, ne? Pač povišaj davek na nepremičnino, ne? Pa boš hitro to rešil. Ne? Ja, seveda. No, davčni strokovnjaki, Ivek, mogoče bi že prej rekel, pa ne blad se tega dotikata. No, da Ivek ti povej, prazne stanovanje in obdavčitev. Koliko je v Dubaju davek na nepremičnino? Da, mislim, da ni. Ja, ali pa koliko je v Ameriki? V Ameriki pa je. Ne vete, no, pač pri 5 se začne, pa gre pa naprej. Če te v Miami kupili bajto, ne pripravite predvsej denarja vsak let, ne, da te sploh lahko šli tja na obisk. No. Če ne pa kakšnega NBA igralca prašte, no, vam bojo povedali, drago je, no, drago. Sploh tam, kjer hočete biti, ne, tam nek sred, ne vem, gozda, ja, ni, ne, ampak
Ne, mislim, da je davek na nepremičnine je tako zelo logičen. Ne? Ti hočeš obdavčiti stvari, ki so v tvoji državi, nepremičnine ti ne moreš odnesti nikamor in toliko nepremičnin kot je, toliko davka boš pobral. Sam lastništvo se lahko zamenja, ne more izginiti ta nepremičnina. Damjan, kaj nam boš ti povedal o davkih? Kaj, jaz plačujem davke, jaz plačam čez palec več kot 1 milijon evrov v slovenski proračun vsako leto. Preko podjetij, ne? Ja. Mislim, jaz osebnih davkov nimam, ker nimam plače, plačujem si dobičkov, nimam obresti, nimam nič, nobenega prihodka. Potem ne morem plačati davka. Ampak podjetja pa, ne. Ja, če si podjetnik, imaš podjetja in podjetja plačujejo davke, ne ti osebno. Absolutno, zato ljudje pogosto mešajo, rečejo, ti nič ne plačuješ davko. Ja, ne, jaz imam podjetja, ne. Vse te razumemo, zelo posel. lepo si razložil, vsi smo te totalno razumeli. Okay, zdaj bo pa še Ivek povedal. Ne, pri davku nepremičnine zadeva taka, ne? Mi smo še vedno zelo Balkanci. In tudi, ko se je pojavil ta zakon o davku nepremičnine pravi, je bilo noter polhen izjem, kdaj ti tega davka ni treba plačevati. In ljudje so se tega začeli posluževati. Kar naenkrat smo je polno pogodb po preužitku, pa do smrtnih služnosti, pa teh zadev, od tega, da so ljudje svoja stanovanja kvalificirali kot verske objekte za vse 3 njihove sledilce, ne? Ker cerkev pač kakršnakoli že lahko proščena davka. Vedno bomo najdli nekaj zašmugljati. In rekel tako, davčni sistem si moramo mi predstavljati kot neko ribiško mrežo. Mehne ribice grejo skozi, ta velike mrežo raztrgajo, ujamejo se pa samo tiste srednje, ki jih je pa relativno veliko. In isto bo kleja, ne. Če bomo dali davek na nepremičnine, koga bomo dejansko obdavčili? Unga, ki je imel res preveč denarja, pa je nabavil 5 stanovanj, ki jih bo zdaj imel samo za investicijo ali pa za ohranjanje vrednosti, ali tistega, ki je stanovanje nabavil, pa je potem po nesreč podedoval še enega od babice, ne, in zdaj ne ve, kaj z njim delati. Druga stvar, ki jo pa jaz vidim problem pri davčnem sistemu, je, da smo na inflacijo pozabili. Prej smo govorili, so omenili dvig plač v javnem sektorju. Se sliši dober ukrep, borimo se z inflacijo. Politično zelo lepo zgleda lepa slika za našo vlado, ne? Ampak pozabljamo, da to nastavlja en zelo ozek krog ljudi, se pravi javne uslužbence, ki so pa hkrati velika volilna baza. In kot drugo, a z zviševanjem plač res rešujemo inflacijo, a ne bi bilo mogoče boljš povečati splošne olajšave. Zaradi tega, ker splošna olajšava naslavlja vse zavezance, ne samo javni sektor, in kot drugo, namen splošne olajšave je pokriti tiste najbolj osnovne stroške, ki jih imaš ti za življenje. Da če vemo, da je splošna olajšava 4.200 evrov, ne, se pravi 375 na mesec, a ti s 375 evri na mesec lahko preživiš. Pa je dodatna olajšava recimo za otroka, 220 evrov na mesec. Ja, 2-leten otrok, več plenic pokaka na mesec, kot za 220 evrov, da ga boš pa še prehranil zraven, pa zmanjka denarja. Se pravi, dajmo mi najprej nasloviti osnovne probleme pri dohodnini, uskladiti recimo splošno olajšavo s tem, kar dejansko predstavlja stroške za preživetje in šele potem dodatek k temu, se pravi, res neto povečanje premoženja začeti obdavčevati. A boš ti, Andraž, povedal kaj na temo davkov? Ne, mislim, da davko na nepremičnine je bil v bistvu že v osnovi, mislim, tako kot je tudi Blaž prej povedal, je ta model vrednotenja strani GURS-a v bistvu dober in funkcionira. Problem pri samih izračunih vrednosti je predvsem se naredil pri popisu nepremičnine. Takrat je tako, kot je on rekel, ta naša balkanska, pač popisovalci so bili naši sosedje in valjda bo dal manjšo kvadraturo, da bo manjši davek. In tukaj se je naredil v osnovi, ko so popisovali nepremičnine, ena velika napaka in zdaj so te evidence nepopolne, v bistvu neurejene. To se z novimi zakoni, seveda, ko so ugotovili, to izboljšuje in zdaj v bistvu vse novi objekti pa to imajo katastrski opis in so uradno izmerjeni, ampak tukaj imamo ogromno stvari, ki so nedorečene in tudi, če oni izračunajo neke vrednosti, je tukaj ogromno enih možnosti za pritožbe, ugovore in tako naprej, zakaj kakšne vrednosti niso pravilno izračunane in da je davek napačno izračunan. Še jaz bi sam dodal, zdaj, ko sem rekel, ta davek na nepremičnine, mene moti to, da se mi pogovarjamo o tem, da se recimo, da imamo uvesti nek nov davek, da imamo uvesti davek na nepremičnine, ampak nič se pa ne pogovarjamo, da bi mogoče zamenjali kakšnega, da imamo uvesti davek na nepremičnine, ok, samo da imamo ukiniti dohodnino. Pač zdaj to zbalansirati, da bo iz nepremičnin prišlo to, ko prije iz dohodnine, ker dohodnina je totalno nefair davek. To je totalna norost, vse vem, da ga ima večina zahodnega sveta, ampak
Kje je logika v tem, da ti kaznuješ ljudi, ki hočejo več delati, pa biti več zaslužiti, pa biti bolj produktivni in jih ti po glavi udariš za to? Ker smo delali primerja, bravo, Dajmen, to si zelo povedal. Rešitev mogoče, pa ideja, ki je meni osebno zelo blizu, enotna davčna stopnja. Zakaj imeti progresivno obdavčitev in več obdavčitev tiste, ki A veš, ta je bila ideja o enotni davčni stopnji. Leta 2000... Jaz sem še spomnim članka v Financah, Semolič je rekel, izjava je bila, gre za prevelik odpustek bogat. Jaz sem ga vprašala, kaj pa, če bi bila to dobra rešitev, kdo bi prevzel odgovornost, če se recimo izkaže, da bi bila potencialno lahko to dobra rešitev. Me je pogledal, kako to mislite. Samo Slovaško pogledamo. Mislim, boljša rešitev je, če se ukine. Ampak Ivek, ti si naredil izračun, primerjal si plače Slovenca, Hrvata in Avstrijca. Ne? Kaj smo ugotovili? Prva stvar, ki smo ugotovili, da imamo pri nas zelo visoke neobdavčena povračila stroškov. Se pravi, to je pri nas socialni korektiv. Neuradni. Druga stvar, ki smo ugotovili, je, da so pri nas nizke plače relativno ugodno obdavčene v primerjavi z ostalimi, potem pa višji, ki gremo, manjša je ta razlika in pri zelo visokih plačah Slovenija rata nekonkurenčna. Zato greš v Srbijo. Se hecam. V bistvu Ivek ugotovil, da je progresija še večja, kot je v resnici na papirju. Zato, ker vsi dobimo isto za malce prevoz, ne, in ne gre v davčno osnovo, ne, in če bi še to vključeno od pa neto preračunali stvari, bo ugotovil, da je progresija še večja. To pomeni, da so višji dohodki še relativno bolj obdavčeni. Oziroma so spodnji manj, no, dajmo raj tako reči. Da namo zdaj zabredel v plače, to je ločena tema, verjetno bi lahko to naredili kar eno ekstra dogodek. A je še kakšno vprašanje z publike? Izvoli. Ja, jaz bi imel še eno vprašanje vezano na nepremičnine, glede na to, da se lahko strinjamo, da bi bil najbrž glavni gonilec teh rasti cen, da je povpraševanje bistveno presegal ponudbo. Kaj bi lahko naredili, da bi povečali ponudbo? Na začetku je bilo menjeno, da je Korvin potreboval 7 let, pa še vse ni. To je bistveno predolg traja, preveč birokracije. Kaj lahko naredimo, da ta del olajšamo in zakaj tega še nismo naredili? Predvsem imamo tukaj, to je večstopenjski problem. Predvsem moj glavni je to, da ne znamo privabiti pravih investitorjev, ki bi sistematično vlagali v zemljišča in v razvoj nepremičninskih projektov in v veliki meri dodajali nek stanovanjski fond. Problemov tukaj, zakaj jih ni, je več. En je predvsem, ki ga zelo izpostavljajo tu investitorji, ki hodijo do nas, je tudi problem pravne države, upravnih postopkov, to vse predolgo traja, nejasno so izhodišča, kako boste ven prišli. Pri nas ni neke te pravne varnosti, ki ti bi zagotavljala, tudi če si ti investitor, da boš prišel do gradbenega dovoljenja, če boš kupil neko zemljišče. Zdaj vsi investitorji, ki pridejo sem, bi radi dobili projekt že z gradbenim dovoljenjem, zato ker so ti riziki bistveno preveliki. Domačih investitorjev, ki bi bili kapitalsko dovolj močni, da bi si ustvarjali nek fond zemljišča in načrtovali neke projekte, ker to so v nepremičninskih projektih so vedno cikli dolgi. In vi morate danes začeti, da boste gradili nekaj čez 5 let, usporedno morate pa razvijati še 3 projekte. Tako da okolje, v katerem smo, ni zelo privlačno za nek kapital, tako domači kot tuji, da bi se v veliki meri odločali za izgradnjo večjih projektov. Problem je tudi z sprejemanjem prostorskih načrtov, te postopki so prepočasni, preveč vpliva imajo same občine tudi, kjer zemljišča bojo zazidljiva, ni nekih strategij in to vse odvrača kapital od Slovenije, ker če mi hočemo povečati število stanovanj v državi, pa da v to ne posega država, ker zdaj stanovanjski sklad že ima neko strategijo, da gradi najemniška stanovanja in da bo povečal ta fond najemniških stanovanj, ampak treba je privabiti tudi večje investitorje. Zdaj, če so to domači, super, ali pa so lahko tudi tuje, ampak dokler jim ne omogočimo okolja, ne bomo mogli povečati tega fonda stanovanja, ker to, kar se zdaj dogaja, recimo v Ljubljani, da pride na letni ravni, zdaj, ko smo pravimo, da smo v nekem boomu, manj kot 1000 nekih novih stanovanj, mislim, to je bistveno premalo, da bi se karkoli lahko spremenilo. To že samo te ljudje, ki so kupujejo kot špekulacijo, ko so imeli presežke, ki imajo te milijarde na računih, so vse pokupali in enostavno oni tudi niso cenovno toliko občutljivi in jim je bilo čisto vse naplačati 10 € več za stanovanje, ker si pač to lahko prvošče. Tisti, ki pa išče res, da rešuje nek primarni problem, ne more tekmovati z njim in zato so te cene tudi te presežne likvidnosti šle tam, kjer so. Tako da
jaz mislim, predvsem je pomembno to, da zagotovimo pravo okolje za dotok kapitala, ki bo investiral v stanovanjske nepremičnine. Prihaja do ene kadrovske spremembe na NLB sklade, prihaja Luka Podlogar. On je že imel eno izkušnjo z nepremičninskim skladom na General Investments, tako da mogoče bojo pa kaj na NLB skladih naredili. Mislim, to bilo zelo dobrodošlo. Z Lukom se že dolgo poznamo in vem, da o tem razmišlja tudi. Mi smo se z njim veliko pogovarjali o tem. V bistvu Ljubljana, pa Slovenija na splošno nima nobenega, ki bi recimo gradil tudi stanovanja za najem, nek privatni investitor ali pa nek sklad, da bi naredil in načrtno to gradil. Je pa si v bistvu zemljišč ni in enostavno bo zelo težko spraviti neke projekte česa. Tudi, recimo, na naše podjetje se zelo veliko tujih investitorjev obrača. Recimo, zdaj so zelo popularni Turki. Turki že pri nas gradijo infrastrukturne projekte. V vseh državah Balkana so že prisotni in tudi gradijo stanovanjske projekte, pri nas pa enostavno ne morejo. Zdaj, ali si jih želimo ali si jih ne želimo, to je drugo vprašanje, ampak se tudi drugi investitorji imajo podobne probleme. Toliko za danes, kmalu prihaja nova epizoda. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav!